Lep pozno popoldanski pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Pred nami je še zadnja tekma v petem krogu prve lige Telekom Slovenije. Na stadionu Matije Gubca v Krškem se bosta soočila domači nogometni klub Krško in novinec med prvoligaši, nogometni klub Ankaran Hrvatini. Zdaj pa padec v kazenskem prostoru in 11-metrovka. Poglejmo še enkrat, Mandić je podal v sredino Škrbiću. Skupno jih je v naši ligi dosegel 10. In zdaj še 11. Brez možnosti je bil grški vratar pri Ankaranu in Krčani vodijo. Pred njim je Badžim, še vedno Nikola Mandić. Škrbić je žogo prepustil, potem pa strel z razdalje. Potonil v tretjo hrvaško ligo, Gliha med tem. Dober predložek Glihe znova, žoga pa je končala na mreži po strelu Kidrića. Karamatić in Meledže, pa potem Kidrić strelja in gol! Ali je šlo tu za prekršek nad Kovačićem? Ja, Meledže je morda storil prekršek nad Davidom Kovačićem. Pri Hajduku Tonči Mujan ni dobival pravih priložnosti. No, v Krškem pa je iztekmel tekmo boljši in zdaj je zadev za 2-1. 29. minuta, tudi Tonči Mujan drugič zapored zadeva. Škrbić v sredini, to je dobra akcija domačih, priložnost za vnovičen zadetek. Mujan je na koncu prišel do zaključnega strela. Danes se je že opisal med strelce z 11-metrovke. Miljan Škrbić, Jurina, visoko čez gol. Podaja v sredino in brani Zalokar. Kakšna zmeda, potem pa še Gliha v blok, pa še en strel in gol! Šturm odbija tudi Humar, zdaj pa priložnost za Mandića in gol! Ne, iz ofsajda. Tu se ni dobro videlo. In prav Ejup bo prepustil žogo Mujanu, odbija. Papadopoulos ostaja 2-2. To je zdaj konec srečanja v Krškem. 2-2 je končni izid na stadionu Matije Gubca. Ja, nažalost nismo uspeli jim usiliti čisto to našo igro. Videli smo, da lahko s hitrimi pasi da pridemo v šanse, to se je tudi pokazalo. Vsakeč, ko smo odigrali po tleh 2-3 hitra pasa, smo bili v dejansko priložnosti, vendar nismo bili dovolj zbrani in tudi takrat, ko smo imeli, nismo dosti dobro zbrano naciljali in nažalost nam ni uspelo. Mi smo na vsaki tekmi zanimivi, to je dober znak, ker na vsaki tekmi naredimo dosti dobrih, pa tudi veliko slabih stvari. Danes smo začeli tu nerodno, naredili smo ta prekršek, nismo potrebovali to, kontrolirali smo neke zadeve, spremenili smo malo sistem tudi igre, probali smo odigrati, že spet, ko smo dali ta zadetek, dobili smo zelo naivno tudi ta drugi zadetek, na koncu smo se uspeli to vrniti v igro, iskali smo tudi tretji zadetek, žal na koncu ga nismo uspeli dati, ampak moram biti s pravim pristopom prvič tako nekako zadovoljen in upamo, da bo naprej še boljše, ko kompletiramo svojo zgodbo.